kakšne bodo posledice nedavnega požara v Podskrajniku? Težko, kot sam težko določam. Namreč ne vem, kaj je zgorelo, koliko je tega zgorelo, tudi kakšne strupene snovi so zgorele in kakšne so pri samem gorenju nastale. Tudi ne vem, koliko je tega palo pri nas. Mi imamo zelenjavni vrt, imamo čebele, uporabljamo vse to za domačo prehrano, smo zelo zaskrbljeni, kako bo šlo. Tudi vprašanje, koliko je vsega ostalo na naših oblačilih. Zanimivo bi bilo videti tudi oblačila služb, ki so to posredovale pri požaru, kam so šla ta oblačila, kako so poskrbeli. Namreč ta oblačila so nekateri verjetno imajo doma, so v nekaterih prostorih, ki se pač so ta strupi koncentrirani. Tako da, ne vem, skrbi nas. Tudi vodo bi bilo potrebno dlje časa kontrolirati. Tudi vodo od samega požara navzdol, ker to bodo dlje časa se spira. Tudi prah, ki ga je odneslo tle mimo, bo nekje pristal. A so bile to strupene snovi, so topne v vodi, čez koliko časa so to topne v vodi, koliko časa bo, kdaj bo ta strup, oziroma če so strupene snovi prišle v našo pitno vodo, ki jo pač sedaj pijemo. Tudi to, da je do nesreče prišlo na Kraškem svetu, je vse prej kot nedolžna stvar. Seveda. Morate vedeti, da ta del oskrbujemo z vodo. Ta voda teče proti Trstu, proti Ljubljani in tudi te snovi se potem polahko spirajo v ta dele pokrajin. Ker bo tudi problem nekje z vodo, tudi nekje mogoče drugod. Mogoče ne letos, mogoče ne drugo leto, lahko to šele čez 10 let. Kako pa komentirate rezultate analiz, meritev, ki so bile opravljene in predstavljene pred nekaj dnevi? Zaupate tem podatkom ali se vam zdi, da bi bilo treba narediti to precej celoviteje, natančneje? Jaz sem bil udeležen v tem, ker imam nasad sibirskih borovnic. Oba nasada, ki sta bila izven tega oblaka. Vzorci so bili vzeti in po moje so bili vzeti brez potrebe, ker so bile izven tega oblaka. Dobro, dokazalo se je, da je pod mejo detekcije, ampak mene bolj skrbi področje, ker je oblak šel. Tam me zanima, kaj je tam, kje so tle posledice, kakšne ostanke so na hrani tam, ker je oblak šel. Potem veliki odpadki, ki so bile nekje na travnikih. Morate vedeti, da ko se to kosi, se to zmelje. Ti lahko vzameš travinje, nekje en vzorec, ampak to je en del tega travinja. To so vzeli samo prah. Mi smo imeli tukaj ogromno velikih odpadkov na enem področju in tam, kadar se bo kosilo, tam, kadar se pase živina, tudi po gozdu, so te odpadki ostali in bodo počasi stisnjeni oziroma zdrobili in bo šlo to vse nekje v zemljo. Kaj je v teh odpadkih, pa ne vemo. Nam niso nič posredovali, kakšnih informacij imamo. Kaj pravzaprav pričakujete od odgovornih institucij? Se vam zdi nujno, da bi te še naprej ukrepale, da bi dejansko preiskale zadeve na pravem koncu, predstavile konkretne odgovore? Se vam zdi, da bi morala ukrepati država kot celota? Navsezadnje nas vse skrbi za ekologijo, za okolje, v katerem živimo, skrbi nas za zdravje. Seveda. Mi smo na področju, kjer naj bi bili najlepši deli Slovenije, se pravi Notranjska.
ker nimamo ne kmetijske industrije. Žal prihaja kemijska industrija in se je pokazala kot zelo problematična. Takih bomb, ki so, bom rekel, tempiranih, imamo pri naših industrijskih conah verjetno še kakšno, ki delujejo nekako na meji tega. Namreč nova tovarna, par let stara, mi ni jasno, kako je mogla zagoreti pri vsej novi infrastrukturi, pri današnjih standardih, pri današnjih meritvah, če so bile vse narejene tako, kot je potrebno. Torej, kako naprej? Ne vem, država po moje ne naredi tistega. Država je postavila center za nadzor zraka zraven šole. Ko je šlo pač tisti teden mimo, so zadevo umaknili in je stvar rešena. Nobenih informacij dodatnih ni, nobenih preiskav, nobene analize, bom rekel, logične analize. Veste, ko enkrat veter pihne, je to odneslo. Meritve en teden po požaru delati nekje 2-3 kilometre proč ni smisla. Zanimivo je bilo meritve delati zdaj zraven tovarne, ko se bo čistilo, ko se bo dvigoval ta prah, ko bo ponovno se prišlo do onesnaženja okolice. Kako daleč bo šel ta prah, ko se bo to saniralo? To so velike stavbe, to se ne bo delalo z majhnimi stroji, to bodo verjetno prišli veliki stroji. A se bo uporabljala voda, da bodo to sanirali? Bo spet šlo voda v podtalnico? A so narejeni pravilno sanacijo odtokov na tistem področju ali ni? Ali je to spet narejeno tako kot pri naših ljubi državi? Sifon je narejen in od naprej nas pa več ne zanima, kako je rešeno. Žal tako je.